Spoštovane kolegice novinarke in prijatelji novinarji, dobrodošli torej na moji novinarski konferenci, v kateri želim tudi spregovoriti, poleg odgovarjati na vaša vprašanja, tudi odgovoriti na tudi sam predstav določene usmeritve ministrstva. Začel bom s proračunom. Prvič v zgodovini Republike Slovenije ima Ministrstvo za infrastrukturo na voljo več kot milijardo evrov sredstev, skupaj za kar 191 milijonov evrov več kot v letošnjem letu, skupaj z rebalansom. Torej, tako velikega proračuna na ministrstvu še nikoli nismo imeli in sem tega zelo vesel, ker to pomeni resnost pri tem, ko se odločamo tudi za velike investicije, za investicije na podeželju, ki jih podeželje za razvoj nujno potrebuje. Torej, sredstva za razvoj infrastrukture se občutno zvišujejo in to pomeni tudi dodaten zagon za slovensko gradbeništvo, ki ima dodatne učinke na celotno slovensko gospodarstvo. Torej, več denarja pomeni, sedaj, ko se spopadamo tudi s gospodarskimi posledicami zaradi krize, in več denarja pomeni zlasti to, da bo šlo gospodarstvo oziroma da bomo preko javnih investicij nekako gospodarstvo potegnili ven iz te negativne klime, ko blažimo tudi velik upad bruto domačega proizvoda. Na ministrstvu imamo plan za infrastrukturne projekte pripravljen, gre veliko denarja v obnovo cestišč, v obnovo tudi železniške infrastrukture, napovedujem kar nekaj ukrepov, tudi na področju železniške infrastrukture. Vi veste, da se bo zdaj začel odvijati obnova gorenjske železniške proge na dveh velikih odsekih. Naslednje leto pa bomo začeli tudi z obnovo primorske železniške proge med Divačo pa Ljubljano. Tudi na drugih področjih, kar se železnic tiče, imamo načrte, kako dodatno pohitriti razvoj našega železniškega omrežja, ki žal spominja na zelo star muzej na prostem. Naj poudarim to, da bomo v naslednjih tednih predstavili tudi javnosti načrt razvoja železniške infrastrukture, javne železniške infrastrukture, ter tudi upravičenost novih regionalnih prog. O tem sem že enkrat govoril in sicer lahko se pogovarjamo tudi o dvotirnosti proti Kranju, dvotirnost do Domžal, Kamnika, dvotirnost do Grosuplja, ter tudi nova proga proti Vrhniki. S tem bomo mi zmanjšali pritisk na samo Ljubljano in nekako več prispevali k trajni mobilnosti, kar je naloga vseh nas. Pomembna stvar glede postopkov umeščanja tudi velikih projektov. Postopki umeščanja vseh infrastrukturnih projektov v državi so zelo počasni in zamudni. Tudi Ministrstvo za okolje in prostor te postopke skuša čim bolj pohitriti, torej koliko želimo slediti trendom in potrebam na področju javne prometne infrastrukture. Zlasti pri velikih projektih imamo probleme s civilnimi iniciativami. Naj povem, da se odraža velik problem na območju južnega dela 3. razvojne osi, ko imamo tudi zagotovljena evropska sredstva, skoraj 40 milijonov evrov, in nekako nam že počasi zmanjkuje časa, da bomo prišli do te končne odločitve, da gremo v gradnjo in da lahko tudi ta sredstva počrpamo. Tam je razpis že odprt, v bistvu se čaka samo še odločitve, in sicer upravne odločitve. Problem je, če bomo morali ta sredstva vračati oziroma jih ne bomo porabili, izključno zaradi interesov ozke skupinice posameznikov. 3. razvojna os. Četrtek 15. oktobra bomo v Gabrkah zasadili prvo lopato 3. razvojne osi. Velik dogodek zlasti za Koroško in Šaleško. S tem bomo končno tudi formalno, gospe in gospode, začeli z gradnjo hitre ceste, ki bo poskrbela za dvig gospodarskega razvoja in gospodarske uspešnosti te regije, boljšo povezljivost in tudi konkurenčnost in dostopnost med slovenskimi regijami. S tem
tudi mi na ministrstvu in vlada Republike Slovenije dokazujemo, da o skladnem regionalnem razvoju in decentralizaciji ne samo govorimo, temveč to tudi uresničujemo. Letos torej Gabrke. Naslednje leto, če ne bo ostalih upravnih postopkov ali pa problemov z javnim naročilom, pa lahko pričakujemo prvo lopato tudi formalno na Koroškem, ko bo pred nami projekt Jenina. Ta projekt se že odvija, oziroma javno naročilo o tem projektu je že v teku in Dars je s prvo fazo javnega naročila v bistvu že zaključil. Torej, prebivalci Koroške in Šaleške si nedvomno zaslužijo boljšo povezljivost in s tem tudi boljše možnosti za gospodarski preboj te regije. Pripravljamo resolucijo, ki bo v naslednjih dneh tudi formalno na vladi. Resolucijo, ko z DRSI-ja na Dars umeščamo povezavo od Gorjancev proti Metliki in proti Črnomlju, tako imenovani Belokranjski Y. Torej, Dars bo bil tisti po tej resoluciji, ki bo skrbel za umeščenost hitre ceste v Beli krajini. Tega do sedaj nismo imeli, ob tem pa ne povem, da se izvajajo že projekti tudi za postopek predora Gorjanci. Torej, da bi bomo kmalu začeli s projektiranjem in potem tudi samo gradnjo predora. In ko bo ta predor enkrat zaključen, potem se pravi moramo začeti, če ne že prej, se pravi z vsemi postopki gradnje tako imenovanega Belokranjskega Y. O tem še to ne povem, da tretja razvojna os tako v Beli krajini kot tudi na Koroškem ne sme biti slepa ulica. V decembru se odpravljam na Dunaj, kjer bom tudi z avstrijsko kolegico spregovoril o tem, o tretji razvojni osi in o tem, kako bi lahko hitro cesto nekako še bolje umestili, ne samo do meje, ampak tudi potem naprej, in enako velja za sosednjo Hrvaško. Torej, boljšo povezljivost tudi na njihovo cestno oziroma avtocestno omrežje. Torej, glede te tretje razvojne osi, da bo Dars upravljal za izgradnjo tretje razvojne osi od Malin do Črnomlja in do Metlike, ta resolucija pač danes poslana tudi v koalicijsko usklajevanje in potem tudi formalno na vlado, ter kasneje tudi v državni zbor. Jaz sem zelo vesel tega koraka, ki ga Belokranjci nestrpno pričakujejo. Ob tem, ko sem že pri avtocestah, ne povem, da še vedno, kljub različnim pomislekom nekaterih v javnosti, 1.12.2021 bomo uvedli elektronske vinjete. Nov sistem bo bolj pravičen od obstoječega, kajti elektronska vinjeta bo veljala celotno leto od dneva nakupa. Torej tisti, ki kupi nov avto, naprimer junija meseca, mu bo veljala do naslednjega junija. Zlasti pa bo bil bolj priročen ta nov sistem cestninjenja in Dars vodi sedaj celovit postopek samega razpisa. Verjamem, da bojo hitro to prvo fazo zaključili in potem pridemo do samih tehničnih rešitev, postavitev in naslednje leto, decembra, bomo priča novemu vinjetnemu sistemu. Pomembna stvar, ki se bo pa odvijala, ki se že odvija naslednji teden, pa se bo še formalno otvorila. Res velikim zadovoljstvom sporočam, da bomo v sredo 14. oktobra zasadili tudi prvo lopato oziroma odkrili prvi steber nekako za izgradnjo daljnovoda Cirko-Cepince. Zelo sem vesel, da smo v povezavi z gradnjo elektroenergetske povezave med Slovenijo in Madžarsko v zadnjih mesecih dosegli napredek. Slovenija pri izgradnji tega daljnovoda kasni za približno 15 let. Na tem mestu res bi se želel zahvaliti tudi sodelavcem na ministrstvu, tudi družbi Jeles, ki je v določenem delu vodila te postopke. O tem pomembnem projektu sem govoril meseca junija tudi z madžarskim kolegom Petrom Sjartom v Budimpešti. Daljnovod pa bo zlasti omogočil vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim madžarskim omrežjem, povečanje zanesljivosti delovanja energetskega sistema Slovenije, povečanje uvozne prenosne zmogljivosti in zanesljivosti prenosnega omrežja
ter seveda izboljšanje zanesljivosti napajanja odjema v Sloveniji ob nepredvidljivih dogodkih ali pa obratovalnih težavah. Dopustil bom nekaj manevrskega prostora za vaše vprašanje, približno vem tudi, katera smer grejo, za zaključiti pa samo še glede investicij. Glede, kot minister za infrastrukturo sem odprt za tuje investicije v Republiki Sloveniji in obiskujem tuje države in priložnost zlasti je za tuje investicije na področju logistike in razvoja logistične infrastrukture. Tako sem 2 dni nazaj, ko sem bil na Slovaškem, se srečal tudi s predstavniki slovaško-avstrijskega podjetja, ki je odkupilo od Družbe za upravljanje terjatev bank 2 leti nazaj že za 7,5 milijona evrov vredno zemljišče v Sežani. Sedaj se ukvarjamo z upravnimi postopki, kako jih pohitriti. Tam je predvidenih 450 novih delovnih mest, predstavlja pa to največji logistični center v Sloveniji, ki bo nekako bil na razpolago 2 lukama, torej Luki Trst in Luki Koper. To je izjemna priložnost, danes je tam Kraška gmajna. Moja roka in moj apel vsem je, da tujih investitorjev ne odganjamo, ampak da tuje investitorje vabimo. Naj povem tudi, da v povezavi z Emoniko, projektom Emonika poteka vse v skladu z dogovori. V kratkem se torej pričakuje podpis memoranduma tudi in začetek gradnje 2022, začetku leta. Naj povem, da je OTP banka resen vlagatelj in da tudi mi gremo investitorjem, kar se da tudi z drugi deležniki, kar se da naproti. Investicije v teh kriznih časih so pomembne torej tudi za nova delovna mesta, za gospodarski preboj Slovenije. Mislim, da v preteklosti smo se zelo mačehovsko obnašali do tujih investitorjev v Sloveniji. Ministrstvo za infrastrukturo pa jim gre zelo na roko vsem investitorjem, ki potrkajo na naša vrata. Torej, na voljo sem za vaše vprašanje, prosim.